Ja, dejstvo je, da je obstoječa kotlovnica na kurilno olje in da so naprave dotrajane do te mere, ko moramo storiti prve korake, da ne bi bili kakšno zimo presenečeni. Zato je danes občinski svet razpravljal tudi o varianti, ki je najprimernejša pot, kako priti do sodobnejše naprave, ki bo zagotavljala istočasno toplotno energijo in pa seveda tudi zaradi bolj ekonomičnega poslovanja tudi kogeneracijo, se pravi proizvodnjo električne energije kot stranski produkt pri proizvodnji toplotne energije. In obstoja pa še druga varianta, kjer se še vedno pogovarjamo z podjetjem Termokon, ali obstoja možnost, da bi Termokon izvedel posodobitev obstoječe tako imenovane konusove kotlovnice in da bi se potem za dolgoročno pogodbo vezali na dobavo toplotne energije iz te obstoječe oziroma posodobljene kotlovnice. Kot sem rekel, odprti sta obe varianti, vendar časa, da bi mi čakali v nedogled, pa seveda ni. Zato moramo že v letošnjem letu storiti prve korake, da vsaj izvedemo prvo etapo posodobitve obstoječe kotlovnice na prevratu, kajti na koncu koncev si nikoli ne smemo privoščiti, da smo vezani samo na en vir energije in pa tudi na koncu koncev samo na en kotov, kajti v primeru, da pride do kakšne okvare, potem je pa polovica mesta na hladnem. Po tej varianti pride kogeneracija, se pravi plinski kotov za proizvodnjo električne energije in pa toplotne energije in pa tudi kotov, kjer bi uporabljali kot gorivo pelete, ne lesne sekance, kajti izgorevanje pri peletih je bistveno drugače. Tisti, ki poznajo ta način uporabe lesne biomase, vedo, da praktično ne govorimo več o vidnem dimu in je pravzaprav zadeva zelo čista. Ja, nekako je letos bilo neke vrste zatišje. Mislim, da je samo eden predlog šel preko tistega pravila, da za vsako priznanje in pa nagrado podelimo eno. Predlogov tokrat ni bilo ne vem koliko, vendar jaz mislim, da vseeno gredo priznanja in pa nagrada občine v prave roke. Ja, zlati grb so svetniki namenili gospe Lidiji Pratnemer za njeno dolgoletno delo kot predsednica sodišča tukaj v Slovenskih Konjicah, predvsem pa za njeno delo v društvu Sožitje in pa še na marsikaterem drugem področju, kjer se društva ukvarjajo s humanitarnim področjem, je ona vedno aktivna in dejavna. Srebrni grb smo namenili tako imenovani zlati gasilski desetini, ki je vrsto let razveseljevala naše občane, občanke, predvsem pa ponesla ime Slovenskih Konjic daleč po Evropi. Bronasti grb pa gre v roke tudi kot neke vrste priznanje za do sedaj opravljeno delo, predvsem pa kot spodbudo za bodoče tudi uspešno in pa predvsem vztrajno delo gospodu Aleksandru Marguču, ki, kot vemo, smo letošnjo pomlad bili priča predstavitvi enega novega stroja, ki pomeni pravzaprav za to dolino in tudi širše kar neko novost in njegovo podjetje zelo uspešno dela na področju gradbeništva in pa tudi zelo dobro sodelujemo na področju vzdrževanja javnih poti in pa izvajanja zimske službe v občini. Nagrado občine pa gre v roke skavtskemu stegu, se pravi skavtom, tukaj v Slovenskih Konjicah, za njihovo delo pri zaposlitvi mladine, predvsem pa pri usmerjanju v vrednote življenja, ki pomenijo malo drugačen pogled kot pa tisto, kar nekako potrošniška družba nudi danes mladim.